Čau, en Bitcoin kupon, prosim. Lahko jaz prosim, da bi imel Bitcoin kupon za 200 evrov? Dobar dan, en Bitcoin kupon bi kupil za 200. Ja, en Bitcoin kupon za 50 evrov bi prosim. Hvala, dober dan. Po Bitcoin kupon na Petrol. Dobrodošli v Showcastu. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno vsebine. Veliko čast mi je, da danes lahko v svoji družbi pozdravim kraljico Balkana. Pevko, ki je dokazala, da se lahko s pravo glasbo podira meje, je rekorderka na večjih področjih, modna ikona in YouTube milijonarka. Seveda po ogledih, vse ostalo bomo pa vprašali. Danes je v moji družbi s posebnim namenom, saj decembra pripravlja največji koncert v Sloveniji do zdaj. Z mano je Senida, lepo pozdravljena. Živja. Kako si kaj? December se bliža, priprave so verjetno že v polnem teku. V polnem teku, fantje so že začeli vaditi, jaz se na vsaki tok malo priklopam, ker pač nisem doma, malo počivam, ampak ja, se je začel, glih včeraj sem imel fino vajo in je bilo lepo slišati vse te komade, ki bojo v Stožicah. O koncertu seveda bo še kakšno rekli, najprej me pa zanima, katere 3 osebne predmete si prinesla, vidim zelo zanimive stvari. Kaj te spremlja v življenju? No, kaj me spremlja v življenju? No, pač imela sem eno težavo s hrbtenico, res je bilo težko, sem mislila, to bom pa jaz zdaj malo oblažala in smo na koncu to rešili, se pravi, jaz imam 2 tale doma, en je recimo za glavo, tegale imam pa recimo za nogo, ki ga dam pa vedno spodaj. V glavnem pač moram paziti na zdravje in se mi zdi, da je zdravje prvo pride pa ostalo. Tako da tole nosim povsod s sabo. Ta zvesti spremljevalec. Ja, se to, tudi če imam tak mal zoperen dan, se bom vedno stisnila k temu in me tako lepo pomiri. No. Aha, v teho tudi. Ja, tudi ja. Kakšna solza verjetno že sem gor pritekla. Tudi, ja, je oprano. Zelo lepo. Ja, tako da se pravi, tole imam. No, pa recimo predmet, ki sem ga dala delati, oziroma ki sem ga sama zdizajnirala, ko sem bila povabljena na tale rejs tale Ferrari in sem rekla, jaz pa moram nekaj narediti, da bo to, da bom pač to jaz, ne. Da bo wow. Da, tako, ne, in je bil to v bistvu nek prvi kos, ki sem si ga jaz, zdaj pač ni to zdaj ta kos, ki mi je zelo pri srcu, zaradi tega, ker me je pa malo preusmeril oziroma v to neko, v bistvu tle sem jaz dojela, kaj bi jaz tudi rada počela, ne, se pravi, dizajnirala tudi svoje stvari, no. Tako da se že vidi moj podpis, ne. Logo. Ja, tako da. Modna znamka Senide. Se obeta. Tako, ja, modna znamka oziroma SNDH, ne, tako da, ja, to je taka lepa jakenca, ne, pa tudi še lepše stvari pa pridejo, ko bomo zalaufali. Drugače pa vem, da ključev naj ne bi, ne, ampak recimo jaz imam tale obesek, ki sem si ga kupila, ne vem, ko sem prvič začela služiti denar, malo boljši denar, in sem si kupila tak lep obesek LV, ker vsi verjetno vemo, kaj LV pomeni, ampak je že pred nekaj časa, pa nečakinja, ne, ki je pa čisto vse kaj je LV pomeni, kaj je, mi je dala pa nalepkice gor čez LV. In pomfri. Pomfri in pa nekega medvedka, se sploh ne vem, kaj so, ja. No, v glavnem, ne, to bi že zdavni dala dol verjetno, ko bi bila ko sem bila mlajša, sem gledala na take stvari, ne, da materialne stvari, to je ful pomembno, ne, v bistvu pa zdajle sem dojela, da sem šla že čez to, da je v bistvu res boljša, lepše imeti povezavo z ljudmi, ne, kakor pa s stvarmi, tako da tole mene spominja na moja nečakinja. Zdaj si rekla, da si dojela, da materialne stvari niso vse. Kdaj je prišlo do tega preloma? Kdaj se ti zdi, da si najbolj tako osebno, čustveno zrasla? Katere so bile te prelomnice mogoče? Se ne vem. Čez čas, tako
pridejo take stvari in si porečeš, ok, všeč mi je tako razmišljanje, ne. Tako, ne vem točno kdaj, ampak mogoče s tem, se pravi, v štartu, ne, ko sem začela, je bilo, zrastali smo, ne, zdaj pa treba dati, zdaj pa jaz sem neko je nešto, ne, pač, ne, in takrat pa malo zrasteš in se je treba malo spustiti na realna tla, no, ampak jaz mislim, da pol, ko enkrat prideš do enega vrha, pa se moraš vseeno spustiti malo, ne smeš kar vedno leteti, ampak spusti se malo, tako da lahko pol spet poletiš, no, tako da, ne vem, meni se zdi, da je to lepo in da to pač more biti, ne. Torej, ko človek bere o tebi, posluša intervjuje, raziskuje, res lahko govorimo o samih presežkih, presežnikih, milijonski ogledi, nastopi, razprodani koncerti. Kdo pa je tisti, ki te na tej poti, kot si rekla, postavlja na realna tla? Se to sama, imaš ekipo, ki te postavi kdaj na realna tla? Tudi, ja, takrat, ko nočeš tega slišati, ne, so tle, ampak je tudi v redu, ne, da se to zgodi, ampak se pa tudi sama, no, ne vem, ampak ponavadi so to ljudje, ki te imajo radi, ne, zdaj oni ljudje, ki pač mi je vseeno, bi ti verjetno skozi govori lepe stvari, ne, tako pa ljudje, ki te imajo radi, te pa vedno postavijo pač, no, malo te spustijo, ampak ne zato, ker pač bi si oni želeli, ampak je v bistvu to dobro zame, ne. Kolikokrat pa sama sebe, ne vem, ustaviš in si rečeš, wow, koliko sem dosegla, ne, verjetno so tudi te trenutki pomembni, da se pohvališ, da si daš vrednost. Ja, ponavadi je takrat, ko se res kakšne velike stvari zgodijo in se usedem in si rečem, wow, vsaka čast, ne, si dam vedno, da se malo potrplam, pa rečem, bravo, vsaka čast. Se spomniš kakšnega takšnega trenutka? So bila to kakšna sodelovanja? Je to, ko pogledaš na YouTube, koliko je ogledov, so to? Sodelovanja, definitivno. Recimo za Merlina si še danes lahko rečem, wow, pač to se ne zgodi kar tako, ne. Pa tudi sem ena izmed redkih, ne vem, če jih je na roko za prštet, se ne vem, po moje, ali pa ajde, mogoče tam, neka 6, mogoče sem, no, ampak ja, za Merlina, za kakšne te večje koncerte, kakor je bil recimo, ne vem, Tašmajdan v Beogradu, potem tudi zdajle recimo za Stožice, si rečem, koliko smo kaj s kartami, lepa cifra, ne, tudi tega nisem pričakovala, tako da, ja. Zdaj, ko si že omenila Stožice, lahko kaj izdaš, nekaj si že izdala, Mafibodo, ne? Mafibodo, ja. Tvoji začetki glasbeni v bistvu. Mafibodo, to bo zelo lepo, zdaj pa imam še par gostov in drugače se izogibam temu, ne, če že mogoče enega gosta, da pokličem, ampak recimo v Sloveniji, ko sem pa rekla, ok, tukaj sem pa jaz doma, zdaj pa si jaz lahko tlele malo več proščam. Ampak so pa ljudje, s katerimi sem jaz že sodelovala do zdaj, ne, ali na odru, ali pa na komadih. Ne vem, kaj lahko še kaj povem, ampak jaz mislim, da ne vem, zdaj sem v Oslu in so mi rekli, dobila sem informacijo, da smo samo 3 v Oslu nastopali od slovenskih artistov, ne, zdaj in eden izmed bo teh, mislim, to je zdaj namig, ne? Tako, bo to je zdaj ena uganka, tako, se pravi, veste, da je slovenski izvajalec, ne? Se pravi, to je solo ali skupina? Ja. Slovenski izvajalec. Slovenski izvajalec. Ostalo naj pa kar malo. Zdaj, naj pa tako, naj se pozanimajo, kdo je še špilo, kje v Oslo. Vsekakor bo pa to verjetno nek plesni spektakel, modni dogodek. Ja, seveda. Koliko outfitov imaš pripravljenih že, se še pripravljajo? Se pripravljajo, v moji glavi jaz bi jih imela, ne vem, 5 plus, tako jih bom pa po moje imela 3, zdaj ne vem, lahko se bo zgodilo, da bojo še layerji, ki bojo leteli dol med špilom, tako da bo kar velik,
Ja, pač treba bo skrajšati malo ta šov, ker zdaj smo že gladko na 3 ure, na 2 uri pa pol, no. 2 uri pa pol je že veliko, ampak ja, nočemo pa zmatrati preveč ljudi. No. Zdaj rekla sem, to je največji koncert, ki ga pripravljaš v Sloveniji. Ja. Je zato Trema kaj večja? Seveda. Slovenska publika je vseeno malo bolj specifična kot drugje, ne? No, sam moram pa reči, da ni samo slovenska publika, ne, bojo prišli, imam informacije, da prihajajo tudi iz Hrvaške, tudi iz Avstrije, tako da tudi iz Črne Gore bojo prišli, tako da bo zanimivo. Trema je, ampak samo trenutno je Trema, mislim, zdaj, ko so priprave, si mislim, pa tudi zadnjič sem se zbudila, sem rekla, Senida, ti pa nič nimaš pripravljen, čez 1 mesec imaš največji koncert, ne znaš pa nič od koreografije, ne, tako da, ampak se začnemo zdaj počasi učiti in ne, da bom jaz zdaj tam salte delala, ampak za Tašmajdom smo se recimo pripravljali 3 tedne, pa je bilo čisto dovolj. Kako ti je ta plesni del? Ja, pevsko vemo, da si vrhunska, kako pa ta gibalni plesni del, imaš rada te koreografije? Tudi. Zelo mi je všeč, ko se mi plesalke ali plesalci, no, tudi moški, pridružijo na odru. Do zdaj sem imela samo ženske in je bilo fenomenalno. Ta nek girl power, ki ga dobiš pol na odru, si pol še malo bolj, si še malo več upaš, no, se mi zdi, no. Ja. Zdaj, ko pogledaš na to svojo odpeto, prehojeno pot, kako daleč se ti zdi tisto obdobje z Mafi? Se to zdi kot v nekem drugem življenju? Ja. Neka druga Senida? Ja, zdaj, ko poslušam te komade za nazaj, ja, to je bilo tudi stilsko zelo drugače, čeprav mi je všeč, ne, da bi se vrnila nazaj k temu, recimo, tako, bi naredila še kakšen koncert, recimo, samo z Mafi, ne, samo v slovenščini, tako, ne bi bilo slabo. Kako se spominjaš teh časov? Ja, gledala sem neke posnetke na YouTubeu, to so bili taki mali studijski nastopi tudi. Ni bilo tega buma, ne? Ne, tisti je bilo. So bili težki te začetki, da ste prodrli na sceno? Mislim, težki, ne toliko, takrat se nismo niti toliko ukvarjali s tem, kaj je težko, pa kaj je lahko, mi smo samo šli zaradi tega, ker nam je bilo to všeč in smo to delali zaradi ljubezni do tega. Se je zdaj isto, ne, samo zdaj pa že pride mal ta nek pritisk, ne, več je ljudi, zdaj se moš pa malo razmetavati na odru, da te bojo tudi oni videli, treba je imeti ta power. Prej si pa samo prišel, pa si oddelal zaradi tega, ker ti je bilo to všeč. Zdaj je malo drugače, sicer mislim, še vedno je to nekaj, kar jaz rada počnem, ampak je drugače. Kako velika pa je ta ekipa, ki te obdaja? Kateri so tisti najožji člani ekipe? Ja, cel band, ampak rečemo, ne vem, Tadej Košer, ne, on je še z Mafo, tako. In pa Kacafura, ki je bil tudi prvi Mafi, ne, producent, tako da mi trije smo še vedno ostali. Pa mi smo v bistvu tudi takrat prvi začeli, ne, tudi ko ni bilo še cele izvedbe, cele zasedbe Maf, smo bili mi trije, ta prvi trije, ki smo ustanovili skupino Maf. In smo se takrat še pogovarjali, kako bi pa mi lahko zdaj vam prišli, a ćemo kar z maskami uleteti, pa špilati, smo rekli, ne, maske pa ne bomo imeli. V glavnem, tle se vse začeli, z njimi se vse začeli in tudi tle nadaljujemo še vedno. In ta core ekipa ostaja, Tako, to je važno, ne, zdaj ta prva ekipa ostala, pa se samo dodaja, pa kako težko pa spustiš zdaj, ko je ta slava dosegla te razsežnosti ljudi v svoj ta ožji krog? Imaš težave s tem zaupanjem? Verjetno je veliko ljudi, ki imajo različne namene, ne? Ja, ampak jaz ponavadi, kaj pa vem, nikoli nobenega nič ne pričakujem, pol mislim, da tudi noben od mene nič ne pričakuje, tako da pri meni je zelo tako, delamo, ko ne delamo, se pa ne družbo, ne, zdaj odvisno, ne, zdaj, če si mi blizu, smo vedno skupaj, lahko in delamo in se družimo, z ostalimi pa ki delamo, ostanem pa izključno samo na
Poslovne, tako. Zdaj bi pa besedo dve mogoče namenila še tvojim tem videoizdelkom. Ne? To so pa res dovršeni izdelki. Kakšen je pa proces tega nastajanja? To je že nivo nekega hollywoodskega filma kdaj. Se rada vživiš v te like, vloge? Ja. Si malo igralke tudi, ko je treba. Ko je treba, ja. Mislim, pač na koncu res zgledati more, dobro mora izgledati. Ne? Čeprav sem tudi za kakšne te spote, ki so studijski, ki se jih posname, ne vem, v parih urah, recimo za spot Omen, ki smo si vzeli čas, 4 ure smo ga snemali samo v studiu, ampak na koncu je pa to izpadlo, wow. So pa tudi dnevi, spoti, ki trajajo 3 dni, si pol že čist preveč zmatran, tako da sploh ne vem, kaj mi je bolj všeč. Manj se dela, bolj mi je všeč. Kateri je bil pa mogoče produkcijsko najbolj zahteven, da je bilo največ dela, tudi mogoče financ vloženih? Ne vem, kakšen Delija mogoče, kakšen Gade, 2 prsta, v glavnem, ne vem več, toliko spotov je še za nazaj posnet, mislim, za nazaj, če se spomnim. So pa kakšni zelo lepi spoti, sem šla recimo, na Dominikano, v Dominikansko republiko in so se tam s prijateljico snemale, malo sem rekla, snemi me jaz, ali sem šla Mempan, pa sem jih posnela in je na koncu tak lep spot izpadel. Tako da so lepši momenti, so malo bolj delovni. Gangster tudi. Ja, tudi v redu. Kako se počutiš, ko se preleviš v te bad guye? To mi je. Ti je všeč ta power? Ja, to mi je zelo všeč, ker takole recimo v privat življenju mislim pač, bi bila lepo prijazna, pa vse lepo, tam pa dobim jaz šanso, da malo bolj na power vse naredim, povem, Čau, en Bitcoin kupon, prosim. Lahko jaz prosim dobim en Bitcoin kupon za 20 evrov? Dobar dan, en Bitcoin kupon bi kupil za 200. Ja, en Bitcoin kupon za 50 evrov, bi prosim. Hvala, dober dan. Po Bitcoin kupon na Petrol. Tako na prvi vtis, si taka močna ženska, že ta prodoren glas. Komu pa odpreš to nežno senidah, to čustveno ranljivo? So to le izbrani ali tudi na odru kdaj pridejo vse te emocije ven in ta ranljivost? No, na odru že, zdaj sploh, ko stopaš gor na odr, pa vidiš, koliko ljudi je prišlo sam tebe poslušati, takrat, še dobro, da nosim očala, ker se ne vidi, kaj se tle spodaj dogaja. Ampak drugače pa v glavnem z najbližjimi. Zdaj za zadnji album, Sen idah, tako zanimiva besedna igra, si zapisala, da je bil odraz vseh dogodkov in čustev, ki so se zgodili v zadnjem času. Ali skozi glasbo vedno predeluješ te težke trenutke življenjske? Ti je pomagala? Ja, sigurno. Mislim, takrat, ko je najlepš, takrat okoli vsi mene, ne da trpijo, takrat ne bojo dobili nekega materiala od mene, zaradi tega, ker sem jaz srečna. Takrat, ko sem pa nesrečna, so pa vsi lahko srečni, da lahko dobijo nekaj, jaz sem pa v bistvu tak, ki je nesrečna. Ampak ponavadi je tako, zdaj, če imam težke momente, takrat se zaprem v studio in takrat pač samo gre ven iz mene. Takrat bi lahko, tudi 3 albume izdala, recimo, koliko je materijala. Iz bolečine se rodijo najlepše. Ko je pa lepo... Takrat pa ni. Ni ustvarjalnega procesa. Ja, ne. Mislim, takrat je pač, je, nekaj je, ampak mora se zgoditi moment, da se pač res nekaj zgodi, wow. In v kakšnem obdobju si zdaj? Si v... Pol. Mislim, zdaj glih delam na 2 komadih in sicer je ena še odprej, tako da sem še zadržala ta nek vibe, tako da prhajajo dobre stvari. Zdaj bi se pa rada še malo zataknila te mode. Je že od nekdaj tako, da si rada malo ekstravagantna, si že kot, osnovnošolka, najstnica rada izstopala tudi pač z imidžem, z stilom. Seveda. Mislim, to je bilo
Še dobro, da je mami rada tudi kaj šivala, ne? In mi je veliko stvari naredila. Ne? Te je spodbujala pri tem izražanju. Ja, seveda. To sem prišla, sem rekla, mami, vidiš tisti na MTV-ju, ne, takole. In pač mami to naredi, pa kakšne stvari, tole pa zdaj mogoče drugače, kot tisto. Sem imela zelo takih lepih, unikatnih stvari, ki jih recimo nisem mogla dobiti nikjer, pa smo mi to sami doma naredili. In od takrat, če je bilo kaj preširoko, preozko, to se je rezal, to se je zašil, dodal, oduzel, tako da lepo. Zdaj večinoma sama skrbiš za te stylinge, kakšna je ta ekipa, ne vem? Najlažje sama, ne, ker doma imam sve in svašta, tako da... Kakšna je omara, če bi človek prišel? Vse to, ker nimam samo eno, nimam samo v stanovanju, imam pa tudi druge, ne. Imam razna skladišča, kjer so te stvari na obešalnikih in potem pridem in si izberem, kaj bi, ampak najlažje bi bilo, ne, če bi nekdo prišel s temi obešalniki oziroma s temi stojali in bi rekel, danes boš pa tole ali jutri boš pa tole, Ampak verjetno niti ne bi sprejela tega, ker si zelo samosvoja. V intervjujih sem slišala, da zelo rada imaš zadnjo besedo oziroma rada odločaš o tem, kako in kaj. Tako da ta stilist niti ne bi imel toliko šans. Pa ponavadi tudi na snemanje ali pa slikanje prinesem svoje stvari, tako da pa kombiniramo. Bi se rada prepustila nekomu, ki pač ve in zna, kaj meni paše in... Ampak jaz mislim, da je zase vem najboljše. Omenila si, da zdaj si našla neko to strast oblikovanja. To pomeni, da se usedeš, skiciraš kakšne stvari? Ponavadi imam v glavi. Ne? V glavi grem do gospe Šivilje in ji povem in ji tam razlagam, veš, to gre pa to. Mi da material, pa jaz tam okoli uvijam, pa rečem, to pa tako. In je nekako jasen, no? Nekako razume, kaj si želim. Pa imaš kakšne te modne idole, kje črpaš to? Ta navdiha je čisto iz vsakodnevnih inspiracij? Vsakodnevnih, ne vem, pa že s temi potovanji, ko greš nekam na pot, ali pa ne vem, ko sem bila mlajša, ne vem, sem rada poslušala, sem rada tudi gledala, ne vem, od No Doubt, une skupine, potem Mary J. Blige, tako, pač take malo bolj odštekane ženske, s takim energijem. In mogoče od takrat kaj pa vem, pa tudi tudi kakšne te barve, ko vidiš, ali pa različne predmete, tudi to je dobra inspiracija, no. Recimo takole, če bi bila, rdeča, rumena, pa že dobiš nekaj v glavi, kako bi pa lahko tole zdaj taka kombinacija izgledala, pa tudi malo na hudička, kako bi izgledala. Vse bi šlo, to bi to že tukaj rdeča, rumena. Vse to, skoraj, Zdaj, ko si ravno pokazala na našega tele showcasta, zdaj življenje pod žarometi pa verjetno tudi svoj vrsten izziv, ne? Kako sprejemaš te vsebine, ki se ustvarjajo ob tvojem imenu, članke, razne trače, razne novice? Verjetno so na Balkanu tudi kakšni bolj ostri mediji, ostri članki. Na Balkanu so najbolj, na Balkanu so najbolj ostri mediji. So neizprostni kdaj? Mislim, tam se jih je fino izogibati, pa tudi ne brati. Pri nas je zelo bolj na spoštljivi ravni, malo je drugačno, kakor tam. Tam pač si zelo radi tudi kaj izmislijo, ali pa napihnejo preveč, ampak se pravim, jaz tega ne berem. Nikoli nisi brala, se nisi spuščala v to? Ne, to me samo žucera, tako da zakaj bi se to počela, ker itak bom pozabila, slej ka prej bom pozabila, tako da brez veze, da karkoli berem. Pa se spomniš mogoče kakšnega zabavnega trača, ki si ga slišala v sebi, pa da ni bil resničen? So bile kakšne take, da te kakšna prijateljica potem poklicala, je to res? Možno, ampak to so take
neumnosti, res ne vem točno kaj, ampak neumnosti poziham. No. Potem sklepam, da tudi kakšnih spletnih komentarjev ne bereš, Ne. da se te ne dotakne. Sem včasih, pa hvala Bogu je več teh lepših, slabših oziroma grdih, ampak tudi to ne. Čeprav včasih me tako malo mika, da bi šla pod kakšen spot, ki je prebrati, ne, sploh če mi je všeč komad, ne. Mislim, če mi je všeč komad, so mi vsi všeč, ampak kakšni so mi več kot drugi, ne. Ampak ja, ne, zdaj ne več, včasih ja, res, pač včasih te je zanimalo, ker je bilo še vse zelo novo, ne, zdaj pa ne več. A kaj pa oboževalci, kakšna je ta baza tvojih oboževalcev? Je kakšen poseben profil, so to bo ženske, moški, starostno? Imaš kakšno analizo trga? Jaz pravim od 5 do 55 barmen, ne, čeprav lahko je tudi od 5 mestov, ne, ki jim daš nekaj, čeprav se otroci migajo, no vse. Ampak ja, od 5 do 55 se mi zdi, da imam tako lepo, tak lep razpon, ali kako temu rečem. Se pravi, so tudi starejši ljudje, ki jim pomeni muzika oziroma pač moja muzika. V glavnem bi pa rekla, da so to ženske, ja. Mislim, da je, čeprav to je super, ne, se pravi, tam, kjer so ženske, bojo tudi moški, ne. Če so pametni. Ja. Tako da. Ampak imam pa super fane, no. Kaj pa izkušnje z oboževalci, so vedno prijazni, kdaj priletijo kakšne čudne stvari na oder, morajo varnostniki kdaj kaj posredovati? Ne, saj toliko pa spet niso, mislim, so zelo tako, se znajo lepo obnašati, no. So kulturni. Ja, so kulturni. Pošiljajo kdaj kakšna darilca, sporočila? Darilca, se pravim, to imam pa polne vreče doma. Kaj največ se podarijo? Tudi kakšen nakit, ne, nakit, očala, ker vejo, da imam jaz rada očala, mi potem podarijo očala. Ne, mislim, so mi že hoteli, ne vem, te razne jakne, ampak jaz potem pač ne morem tega vzeti, ne. To so le take lepe, velike stvari, ki jih rajš vidim na njih, no, kakor pa na sebi. Jaz imam toliko tega, no. Ampak ja, očala, pisma, pisem pa kakor češ, no. Zelo osebno izpovedno? Ja, zelo lepo, no. In kdaj pomaga tudi glasba, verjetno tvoja, čez kakšne težke preizkušnje? Sigurno, mislim, toliko, da tudi sama ne morem. Mislim, takrat potem pomislim, ne, koliko v bistvu, kakšno je v bistvu moje delo, v bistvu, da res ni delo, ampak je res neko poslanstvo, ne, da ljudi potem malo, ne vem, v boljšo voljo spravim ali pa jim pomagam, kakorkoli, ne. Se kdaj vprašaš, kakšna bi bila tvoja pot, če ne bi bilo glasbe na tej poti? Ali bi sploh obstajala? Težko. Je obstajala kakšna druga opcija zate? Mislim, v modi bi bila definitivno, ne, ampak glede na to, da jaz tudi izhajam iz familije, kjer so vsi radi pel, pa mami rada pela, pa ji niso takrat dovolila, ne, ker to je bilo pa ja, takrat toliko in toliko let nazaj, da pa tudi, Bog ne, da je ženska, da bi pela, ne, jaz pač opravljam zdaj njeno delo. Ja. Kdo je tvoj največji podpornik tako doma? Sestra? Sestra je bila tudi kriva, ne, da je tvoje ime prišlo malo v javnost. Mislim, ja. Na YouTube je naložila. One sta bile itak, mama pa sestra sta bile v Črni Gori takrat en mesec, sem bila sama doma in sem se snemala, ko nisem bila zunaj, ne, sem bila doma, sem se snemala. In je sestra to potem najdla in je dala gor na YouTube. Potem me pa takrat še fant rekel, nisem pa vedel, da ti poješ, sem rekla, prosim, jaz pa ne pojem. In mi je pokazal, sem rekla, sem enkrat mi je ratal vroče, sem klicala mami, sem rekla, to naj da dol. In je rekla mami, zakaj pa, če dobro zveni? Vseeno smo dali dol, ampak me je pol prijavila na eno audicijo, sem šla na audicijo, tam sem dobila neko nagrado in potem smo rekli, ok, noč, pa dejmo. Pa sem šla pa tudi jaz sama, sem se malo pogumila in sem
tudi sama šla do kacafure in potem vse se tam Se je začelo. organsko vse zgodilo. O ja. A si se kdaj prijavljala na kakšne te šove talentov? Ne, Te je kdaj mikalo? Ja. Dejan Mušič, mislim, da... Ja, Dejan Mušič, meni je bil ta šov tok, mislim, te karaoke so bile meni, jaz sem to skozi gledala. Dejan Mušič me je bila taka fejst. Pa tudi ona je dobro pela in sem se hotela prijaviti. Itak sem bila že takrat malo premlada, ampak bi se, če me ne bi bilo sram, ne, jaz sem bila bolj sramežljiva, tako da pol nisem šla, ampak ja, to sem si želela, ja. Zdaj, o tvojem zasebnem življenju zelo malo vemo, pa vseeno me zanima, kdo pa je Senida, ko vse te luči ugasnejo, ko se prah poleže od nastopov, si tudi taka nastopačica ali si bolj rezervirana zase, imaš rada samoto in... Imam ful rada samoto. Ja, jaz sem zelo rada doma in pa sama in nimam problemov s tem. Jaz sem zelo rada sama s sabo, sploh nimam težav s tem. Eni pravijo, jaz pa rabim družbo, pa rabim malo se pogovarjati z nekom, jaz vse stvari predelam sama. Meni je v moji družbi najlepše. Aha, svoj. Ja, ampak kakor kdaj, no, včasih mi tudi paše valjda se dobiti s prijatelji, ampak nimam težav biti sama s sabo. No, tako. Potem v naravi? Ja. Narava, tako, narava. Ali muska, ali brez, že samo ne ptičke, ki poslušaš, ja. Kaj najraje si zavrtiš? Kaj bi našli na tvoji playlisti? Na moji playlisti vse živo. Kaj bi nas najbolj presenetilo, mogoče, kar bi zagledali na tvoji playlisti? Ja, ne vem, glede na to, da ljudje mislijo, da sem jaz tako zelo energična in da mora biti skozi power. Zelo imam rada te inštrumentale, to neko spa musko. To mi je spa muska. To me tako nekako pomerja, pa taka čist mehka rata. Kaj tazga, no? Zdaj v glasbenih sodelovanjih sva nekaj že rekli, je kakšno ime, ki bi dala vse na svetu, tudi mogoče že kakšen pokojen glasbenik, da bi bila opcija, da bi sodelovala z njim. Je kdo, ki pa res bi dala vse na svetu? Ja. Lahko posnela kaj z njo. Recimo, ne vem, to sem že večkrat rekla, z Dino Merlinom, z njem bi tudi album posnela, ne? Cel album. Drugače pa ne vem, če smo spet, mislim, če ostanemo na Balkanu, bi bil to še vedno nek Oliver Dragojevič. Tam je barva vokala in pa emocija, ti smo bilo zelo všeč. Ne vem, nisem pa neki ful razmišljala o tem. Ne vem, naredim, ne vem, kakšen tujc še, no, kakšni tujci sploh, recimo, pol, ko se vržem v neko zvrst muzike, ki mi je tako všeč, ki me pritegne, se potem fokusiram na enega izvajalca in tistega izvajalca si recimo želim, recimo, ne vem, Peso Pluma, je tak mehiški zanimiv. To sem si ga zavrtela, ker večkrat ga omenjaš in ima zelo tako zanimivo barvo glas. Zelo zanimivo, ja, včasih malo kar nadležno, ampak muska in pa ta melodija in pa ful lepo. Pa Peso Pluma vedo, Senida obstaja? Ja. Potem so vse opcije odprte. I wish, but ja. Mogoče pa kdaj. Mislim, pride moment, ki si želiš, pa čez neki cajt pozabiš. Se ti kakšni slovenski izvajalci ponujajo, glede na to, kakšni? No, recimo slovenski izvajalci, od nekdaj, mislim, pač Siddharta so mi bili vedno všeč, ne. Tako da, tist ne bi bilo slabo. Kaj pa, da bi žanrsko šla, ne vemo, kakšne čist... Žanrsko? Avsenike, recimo, ne, to bi bilo res nepričakovano. To bi bilo zanimivo, sicer jaz ne vem, kako bi jaz to lahko odpela, ampak bi bilo zanimivo.
Ja. Ali pa kakšen Magnifico, ne, To, človek to, pa, pomisli, da to bi pa res šlo. Mislim, to pa vedno, ne, Aha. se to itak vedno, se pravi, Magnifico si daš to vedno. Ja. Ja. Ja, z nestrpnostjo pričakujemo, verjetno v Stožicah še ne bo teh duetov. Ne? Čeprav si nekaj dni za tabo so razprodali Aha. Stožice. Ja. Tako da jim boš ogrela dvorano. Ja. Vsekakor se ti pa zahvaljujem za tale današnji obisk, za vse lepe misli, za vse zgodbe, ki si jih delila, in ti želim en res uspešen koncert Hvala lepa. in uspešno kariero še naprej. No, hvala lepa, pa hvala za povabilo. Hvala tebi. To je bil Showcast, hvala, da ste bili z nami. Čau, en bitcoin kupon, prosim. Lahko jaz prosim, da bi meni bitcoin kupon za 20 evrov? Dober dan. En bitcoin kupon bi kupil za 200. Ja, en bitcoin kupon za 50 evrov, bi prosim. Hvala, lep dan. Pa bitcoin kupon na Petrol.